Torkovo jutro, jutranji VIP gost, tokrat je na današnji dan slovenskega športa domačin in parakolesar Anej Doplihar. Pozdravljen! Živijo! Evo, kako si, povej mi? V redu, danes se začne vzvode dan za mene, sem bil že na treningi, tako da... Wow! Kdaj se začnejo treningi pri tebi? No, odvisno, ko se zmene s trenerjem. Danes sem ob 6 bil že v Sežani, malo prej, no, da sem naredil fitness trening, tako da... Torej, si ogret za nadaljevanje tega druženja? Aktiviran, rečemo športnik. Aktiviran. Kako drugače izgleda tvoje jutro? Ponavadi se zbudim brez budilka, to je 6:30 recimo. Poleg kaj pojem, počakam na 2-3 ure, da se mi poleže hrana in poleg ponavadi kolo na prvem mestu. Kolo, aha. Trening, da naredim trening. Po treningi, ki traja, ne vem, recimo v povprečju 2 uri, 2,5, sledi tuširanje, eno drugo, priprava kosila, si skuham kosilo in pole, upam, da je kaj dela, da se kaj zamota in če ne, lahko tudi počitek. No, počitek, evo. Ampak pazi, danes praznujemo dan slovenskega športa, spominjamo se dneva, ko je na olimpijskih igrah v Sidneju prav na današnji dan leta 2000 prvič zaigrala slovenska himna ob uspehu Iztoka Čopa in Luke Špika. Kje si bil leta 2000? A si bil že na motorju, si že tekmoval z motokrosom? Ne vem, kje sem bil, po moje sem jehral harmoniko, če se prav spomnim. Harmoniko? Ja. Na motorju ne, nisem bil športnik, sem bil majhen, sploh ne. Sem jehral 7 let harmoniko, ali 8 let celo, in potem me tisto minilo in potem se je počasi začela športna karijera. Aha, še kaj primeš harmoniko? Ne, ja nimam in po mojem tudi ne bi znal več. Ne bi znal več, ampak pazi, ja, leta 2017 se ti je življenje obrnilo na glavo, ko si na tekmi motokrosa doživel hudo nesrečo, zaradi katere si pa pol pristal tudi na invalidskem vozičku. Kako se spominjaš tistega dne? Tako kot smo se prej pogovarjali, že 8 let mimo, ne, tako da spomini tako ostajajo, tizve bolj lepi. Pač, kako se je zgodilo, zdrsnilo mi je prvo kolo v času dirke in v bistvu jaz sem poletel čez balanco in motor, sem imel nesrečo, da me je motor udaril lih po hrbtenici, pristal na meni. In tako da v momente nisem več čutil pol telesa, se pravi od vrha trebuha dol. Sprohe se nisem upal pobrati, pač, ker noha nisem upal premakniti. In sem lahko samo opazoval motorje, ki so skakali čez mene, v bistvu, ker to je bilo za enim previsan, za enim skokam. In še dobro, da me ni kakšen zadnjo povozil, ker je bilo v bistvu čez glavo so mi skakali. In jaz sem čakal nepremičen na trephi, sem ležal na trephi in potem mislim, da je prišel prvi tata do mene, ki je bil z mano na dirki in potem še ostali oskrbovalci, zdravniška služba, da so me vsaj malo pomirili takrat, ker je ful bolelo zadaj v hrbtine. Takrat ti oče menda namenil tudi nekaj besed, ne? Ja, je rekel, ker je prišel do mene, se spomnim, smo se stisnili na roko in ker je videl, da me močno boli in je rekel, bomo zmogli tudi to borbo. Tako da tega res ne bom pozabil, to so tisti trenutki, ki ti ostanejo, Vem, da ko so me obrnili na nosile, se pravi na hrbet, kljub temu, da so mi dali tiste protibolečinske tablete oziroma direktno v žilu, ko so me nosili iz prohe proti prvo rešilcu, sem čutil vsak njihov korak, ker to pač zadaj nabija, bi rekli. Imel sem tudi serijski zlom reber, prebita pljuča in takrat je bil bolj problem, da nisem mogel podihati, oziroma sem težko dihal. Ni bil problem, da nisem premaknil noh v tistem momentu, bolj dihanje. Poleg, ko smo čakali v bistvu helikopter, da me je prišel iskat, da me je prepeljal v UKC Maribor, so tiste tablete primle in poleg sem se počasi že zgubljal in se spomnim zadnjega trenutka v helikopteri, ko sem vprašal zdravnika, mislim, da je bil zraven mene, kdaj bomo poleteli, rekel, smo že na pol poti v zraki. In tako da poleg me je malo zmanjkalo in sem se zbudil drugi dan v bolnici. V bolnici. Kaj je bilo tisto, kar te je recimo gnalo pol v parašportni svet, verjetno ni bilo lahko, kako si se spopadel s to recimo spremembo? Predvsem je bila želja, da ostanem isti kot pred poškodbo, se pravi, da sem športnik naprej, če bo ta možnost. Tu sem pa začutil tako, ko sem končal vso rehabilitacijo, se pravi, prvo v bolnici sem bil mesec in pol, potem dobrega, oziroma slabe pol leta, 5 mesecev nekje v Uri Soča. In ko sem končal v Uri Soča rehabilitacijo, tu je bilo nekje februarja, oziroma marca, konec marca mislim, da
začne tisto lepo vreme doma, ne, to na Primorskem je tako še kakšna stopinja več kot v Ljubljani in sem rekel, pač jaz ne morem samo sedeti v vozički, ne, rabim neko akcijo, da dam ta adrenalin ven. In pole slučajno sem probal ročno kolo, na začetku seveda prvo rekreacija, da se malo miham in pole je bilo zmerno več, zmerno bolj všeč mi je bilo, spusti adrenalinski, si rekel, to je zame. Anej Doplihar, parakolesar in tudi paraolimpik, ki je slovenske barve že zastopal na paraolimpijskih igrah v Tokiu. Čestitke pa tudi za uspeh na svetovnem prvenstvu v Belgiji. Odlično 4. mesto. Večkrat slišimo, da je to nehvaležno, ne? 4. mesto. Hvala prvo za čestitke. Ja, z veseljem. Je bilo veliko žalosti, ker je čist malo zmanjkalo do medalje ali kako greš čez to? Če sem iskren, takoj po dirki je bilo. Že lani, recimo v Zürichu, v Švici, je bilo še manj razlika kot letos, ne, do medalje. Je bilo ena dolžina kola, recimo letos je bilo, mislim, da 8 sekund. Tisti prvi občutki, mislim, prvi trenutki po dirki, itak, ker greš, cilj je bila medalja, ne, itak smo povedali s trenerjem. Vedela smo, da mi trasa ustreza, ker je bilo dosti klanca. In poleg, ko si za tistih par sekund izmuzne, si malo tako, ne žalosten, ne veš, ali bi bil vesel, ali bi bil žalosten. Na koncu, ko se polježejo tiste čustva, ko se malo spočiješ, se zavedam, da je bila težka dirka, da sem se dobro boril, težja kot v lani, recimo v Zürichu, zato mi je ta dirka, to 4. mesto več pomeni kot tisto lani. No, ampak pazi, čeprav si na invalidskem vozičku in posledično handikapiran, pa si sigurno marsikomu svojo pozitivo tudi vzor. Ti je že kdo rekel, da si mu navdih? Ja, so mi rekli, tako da so mi rekli, sicer zdaj zmeraj mentiha, hvala Bogu, so se navadili, da so na vozički, ne. Kamor pridem, tako da pridem v neko novo družbo, rečejo, lepo, da si ostal pozitiven, da si nasmejan. Rečem, meni je to nekaj normalnega, hvala Bogu, upam, da bo tako ostalo še naprej, še dolgo in pač jaz rečem, treba uživati življenje, ne glede na to, ali hodem ali sem na vozički. Kako bi recimo ti svetoval, kakšen je tvoj nasvet, kako spodbuditi ljudi, da bi bili bolj aktivni, ne vem, zdrav življenjski slog, tisti, ki lahko, smo kvečemu leni, ne? Kaj je tvoj predlog? Sej sem bil jaz tisto prej, ne? Da kjer nekaj ne zgubiš, se ne zavedaš, kaj si jemo, ne? Moj predlog je, kar se tiče športa, glede na to, da je danes dan slovenskega športa, jaz predlagam vsakmu, ki ima bilo kakšne težave, da proba se športam, ker recimo jaz tudi prej, ker sem bil kaj jezen, ker sem recimo še hodil, sem šel na trening ali pa teč ali pa na motor, bilo kaj, sem dal neko jezo ven sebe, ne. Tako da mislim, da šport ni samo šport, rekreacija, da je tudi za glavo marsikaj pripomoreno. Kot si omenil, kdaj se znajdeš tudi v krizi, si hotel kdaj mogoče odnehati? Ne, to nikoli, ne. Ker vem, doskrat se spomnim, recimo zdaj v parašporti, besed Primoža Rogliča, mislim, da je enkrat izjavil, da je treba ustrajati v športi, sploh v kolesarstvu. Parakolesarstvo je pač isto kot kolesarstvo, moraš iti na priprave, bla, 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 dolgo časa trenirati, da dosežeš nek rezultat in meni se kome zdaj zadnje 2 leti poznajo TV treningi in da mi forma se dviguje, tako da sem motiviran za naprej, samo pač treba počasi, ne, vrhu. Kaj svetuješ recimo mladim športnikom? Ko sem rekel zdaj, da je treba ustrajati v športi. Neč ne pride čez noč, pridejo tudi kakšne poškodbe, kjer se moraš ustaviti, trenirati recimo, ampak jaz mislim, da je za vse nekaj dobro in da na konci, če si ustrajen, dosežeš tisti cilj. Lepo. Je res pomemben samo rezultat? Ne, predvsem je notranje zadovoljstvo tisto, kar šteje po moje na konci. Sicer, ko sem rekel, medalja se je izmuzelna na svetovnem prvenstvu, jaz vem, da bo enkrat prišla tudi do mene oziroma jaz do nje in ne vem, takrat bom lahko me boš vprašal, ali je medalja več vredna kot kakšen, ne vem, notranje zadovoljstvo. No, včeraj pa se je zaključil Evropski teden mobilnosti, ki je potekal pod sloganom Mobilnost za vse, skupaj s partnerji in različnimi domačimi društvi pa Mestna občina Nova Gorica. Danes teden, torej 30. septembra, pripravlja Goriški festival trajnostne mobilnosti in športa. Festival je iz leta v leto bogatejši, tam pa se bosta odvijala tudi tek in hoja za upanje. Dan torej v znamenju športa in del letošnjega festivala boš tudi ti, Anej. Kako se boš predstavil obiskovalcem?
Ja, neke ideje so bile, seveda, da peljem kolo, ne, glede na to, da sem parakolesar. Vsema sreča, marsikaj še na cesti, če vidiš tu od blizu, je drugače, ne. Sploh, kar gre na kakšne šole, ki so, se pravi, manjši oziroma mlajši učenci, ne, ker rečemo, da lahko prijo peljati kolo bolj blizu, takoj vsi navdušeni, ne, in pelec sprašavajo, ja, kje ima za menjati brzine, kako menjaš, kako zavijaš, ne. Tako da to bo možno videti temno. Je treba povedati, ne, tvoje kolo je malo drugačno, ki se ga poganja z rokami, ne? Ja, tako je. Pač, to je edina opcija, če čem kolesariti, ne, noh ne morem premikati. Se pravi, noha dam na kolo, jih nekako zvežem, da ne skočijo na kakšni luknji ven, ne, glede na to, da ne morem zadržati, če bi skočila noha. Pohanjam soročno z rokami, ležim precej nizko, ne, tako da v prometi moram biti pozoren oziroma paziti. Imam vzvratno gledalce, ki potrebujem na dirki in v prometi mi prije tudi prav, da spremljam vozila, ki prihajajo za mano. Imam zastavce, da me malo bolj videti, imam lučke, še zmeraj za svojo varnost moram sam poskrbeti. Tukaj je potrebno tudi veliko moči. Kako potekajo treningi? Ja, itak, da je treba, ne. Vse, kar reči, ki se začne, loteš na novo, je težko začetek, ne. To je bilo isto tukaj, ne vem, sem začel na začetku, mislim, da 20-30 km, do Branika in nazaj, recimo, ne, z Dromberga. Vemo, da ni neka razdalja, a na začetku je bilo v redu, ker sem imel v glavi tudi, da ko pridem domov, se moram instuširati in presesti v voziček in vse, ne, in obleči in bla bla. Zdaj, recimo, ni problem mi narediti 100 km, mi je bolj izziv, ne, tako da greš bolj hitro eno drugo. Seveda sodelujem s Alešem Suhadolnikom, s trenerjem, ki mi vodi vse treninge, se pravi na kolesu in v fitnessu. Je trener celotne parakolesarske reprezentance v Sloveniji, tako da ima vse na čres in mi sledimo temu trendu. Ja, mimogrede je bila, mislim, kolesarstvo je bilo prva misel po nesreči, si razmišljal o kakem drugem športu? Na začetku mi je bilo všeč, oziroma tako me je pritegnilo malo tudi košarka na vozičkih. Predvsem zato, ker so tiste vozički tako malo bolj športni, samo, mislim, tisto leti po dvorani, ne voziček, se enkrat poženeš in priješ do konca, zaradi pozicije koles in podobno. Samo bi mogel hoditi v Ljubljano 2-3 na teden na treninge. Potem si odvisen, seveda to je ekipni šport, si odvisen tudi malo od drugih, ne, se prilagajaš in sem rekel, na začetku mi ni bilo toliko, da bi bil na cesti, sem rekel, bom rajši probal kolo in potem sem ostal. Pri tem si ostal, kakšne hitrosti dosežeš na tekmah? Na tekmah se pravi kronometer, kjer vozimo vsak sam, ne, ker to je isto tekmovanje kot v navadnem kolesarstvu, so nekje tam recimo v povprečju 35 do 40, govorimo nekje 20 km razdalje, medtem ko na dirkah dosežemo v povprečju 38, 39, če je ravninska trasa. Zdaj v Belgiji, mislim, da smo imeli, ki je bilo kar hribovito, smo imeli nekje 34, če se ne motim, tako da je precej hitro. No. Z rokami. Z rokami, lepo prosim. A najprej sva omenila paraolimpijske igre, ki prihajajo v Los Angeles. Kaj vse moraš doseči, da dobiš možnost nastopati na teh paraolimpijskih? Čim več točk na dirkah, ne. Se pravi, po Tokiju so nekako spremenili to točkovanje, oziroma da težje priješ na paraolimpijske igre. Se pravi, spremenili so v tej meri, da točke zbiramo samo na svetovnem prvenstvu in svetovnem pokali. Praksa je, da imamo 3 svetovne pokale in 1 svetovno prvenstvo. Evropskega žal, mislim, da zadnje 3-4 leta nimamo, ker pač zdaj ni organizatorjev, ampak ne glede na to. Se pravi, imamo 4 dirke v sezoni, na tiste dneve, ker dirka moraš biti čim bolj pripravljen, ne smeš imeti slabega dneva, da potem priješ na paraolimpijske igre. Ne? Tako. Kdo ima recimo največ zasluge, da te bomo mogoče tam videli, ne, 2028. Ja, sigurno moj trener Aleš Suhadolnik, ki skrbi za moje treninge, me usmerja, ne vem, tudi za glede prehrane in podobno, tako da mislim, da smo dober tim, ekipa, ki krojimo ta vrh parakolesarstva. Jaz bi zvedel več. Aleš Suhadolnik je v našem studiu! Dober dan, dobro jutro! Aleš Suhadolnik.
Se opravičujem, dobro jutro. Je pa presenečen. Danes sta se že srečala, ne? Ja, dobro uro nazaj sva končala trening v Sežani. Ja. In se peljala en za drugim, ali kako? Ja, malo sem počakal, da se je odpeljal, potem sem pa šel za njim. Ja, evo, kdo je Anej? Anej je en tak športnik, ki se ga vsak trener v bistvu želi. Ja, on je fant, ki ve, kaj v življenju želi. Ne govorim za šport in pristop njegov je neverjeten. In tako da kot trener sem lahko sam srečen, da imam takšnega športnika kot je Anej. Kaj recimo pri njemu najbolj cenite? Pristop in pristop, željo po uspehu, vse, kar on počne, v bistvu je nekaj, kar bi vsak športnik, ki ima take cilje, kot jih ima on, mogel narediti. Pride kdaj dan, ko bi Anej vse pustil, pa rekel, zdaj pa dost? Ne, v bistvu je obratno. Ne bi več, ne, tako da moram jaz tukaj držati v bistvu palco nad njim, če smem tako reči, ne, da ne bi preveč, ker to je največkrat težava. No, tako da ne, ni se še zgodilo, da bi Anej rekel, da nečesa ne bo ali pa ne vem kaj. Ko je bil bolan, je že malo pojamro, ne, pa smo kaj spustili, ampak drugače pa ne, ni teh težav. Kako recimo potekajo treningi, glede na to, da trenirate osebo, ki ima nekih gibalnih omejitev, verjetno so prilagojeni, kako se recimo vi s tem spopadate? V bistvu jaz sem imel izkušnje, še preden sem z njim in s celotno reprezentanco začel delati, sem kot kinezioterapeut, kot kinezioterapeut delal z ljudmi s posebnimi potrebami, delal z ljudmi na invalidskih vozičkih. In sem približno vedel, kako pristopiti. Ne. Kar se tiče same tehnike, načina dela v fitnessu z njim, kar je pač na vozičku, s tem mislim, da nisem imel nekih težav. Kar se pa ostalih delov treninga tiče, pa fiziologija je fiziologija nekako. Ne. Pristop pri njemu je čist podoben ali pa isti kot pri vsakem vrhunskem športniku, tisti, ki so zdravi. In jaz sem tukaj že prej delal v triatlonski reprezentanci Slovenije in imam izkušnje na tem področju, tako da tukaj se potem delo trenerja dosti ne spremeni. Kakšne so napovedi za paraolimpijske igre? To je težka zgodba. Ne. Jaz sem pač optimist, oba sva optimista, oba veva, da je to realno. Problem je, slovenska reprezentanca je mala. On je v bistvu edini v Sloveniji, ki je na tem nivoju, da zbira točke in sam težko zbere. Ker v bistvu vsi tekmovalci v neki reprezentanci zbirajo točke za celotno reprezentanco in ko zberejo veliko število točk, imamo recimo eno mesto, ima reprezentanca eno mesto in on je v bistvu sam, ki zbira točke. In če bo on na tem nivoju, ki ga je pokazal letos, kar jaz verjamem, da bo mogoče tudi sam uspel zbrati dovolj veliko število točk za to, da se uvrsti na olimpijado. Ampak to moramo počakati še eno leto, da nam Mednarodni olimpijski komite pove sploh, koliko točk bo Slovenija ali pa posamezna država potrebovala za to, da imamo kvoto za olimpijske. No, mi držimo pesti. Aleš, katere so 3 pozitivne stvari, ki opisujejo Aneja? Nekaj si že omenil, recimo samo tako 3 besede. Poštenost, delovnost, prijaznost. Kaj pa 3 negativne? Kaj pa zdaj? Jaz res mislim, da ne vem. Jaz ne vem, kaj ne rečem. Da pojem preveč čokolade ali ni to? Še solate ni jedel, se je navadil, jaz zdaj ne vem. Ampak nimamo slabih pol. Ja. No, zdaj, kot rečeno, se bomo šli malo igrati en zabaven kviz, v katerem boste odgovarjala, kateri bi naredil določeno stvar. Preberem vama neki trditev, vidva pa pol odločita, ali je to za Aneja ali za Aleša. Sta pripravljena? Mislim, da ja. Gremo! Kateri bi naredil to? Kateri bi večkrat zamudi na trening? Aleš. Aleš, recimo. Aleš, kapo ti banda zamuja. Ok, dobro. Kateri bi prej izgubil orientacijo na progi? To se ne sme dogoditi. To se ne sme, ja. To se ni zgodilo še. Ne vem, verjetno so označene tudi, ne? Ajde, ne na progi, ma jaz recimo tako, ker greš do proga ali pa kaj, sem bolj nizko, ne, na koli, če grem s kolan do proga, recimo, ne. In pa nima taka predstava, kot če bi bil z avtom ali pa, da bi sedel v vozički. Moče zaradi tega. Kateri bi v hribih prej zakričal, ne morem več? Jaz, ki mi niso všeč hribi. Niso všeč hribi. Aleš? Verjetno on, ja. Ja. Kdo bi prej našel izgovor, zakaj danes ne more na trening? Nobeden, tako je prav. Los Angeles prihajamo. Kdo bi prej postal influencer med kolesarji? Anej.
A ne? Ne vem. Mogoče. Mogoče bomo videli. Kdo bi prej zaspal na avtobusu na poti na tekmo? A ne. Ne vem, kam me drži adrenalin pred tekmo. Če je res pred tekmo, ne? Kaj pa po tekmi? Po tekmi jaz. A ne, Ja, seveda. sigurno. Če eno imamo, kdo bi prej vedel vse pravilne odgovore o kvizu o Tour de France? Aleš. Aleš. Ja. Mogoče. Mogoče in s tem sta dokazala, da se poznata v nulo, ne samo kot poslovno, ampak tudi prijateljsko. Aleš, hvala za obisk v našem studiu. Neč bilo mi v veselje. Ja, tudi nam, kakšen dan je zdaj pred vami? Pa danes bom mogoče še malo se razpeljal, govorim čist zase na kolesu, ker sem tudi jaz tekmoval ta vikend, pa sem še malo utrujen. Aha. In to bo to, verjetno. To bo to, Aleš, hvala lepa, nej, tebi pa hvala za popestritev jutra in za en kup zanimivih pozitivnih misli in dodatne motivacije, da v prvi štuk v naše uredništvo ne bom več toliko stukal, ne? Sicer pa, kaj posluša Anej pred tekmo, po tekmi? Anej ni zahteven, kar se tiče glasbe. Ma recimo, kakšne hrvaške od Oliverja pesmi so mi kar tako všečne. So lepe. Ja. In naslednja po tvojem izboru, pred tvojim vratima, Oliver prihaja. Najlepša hvala obema, veliko uspehov in se vidimo na paraolimpijskih. A prav? Zmenjeno. Hvala Čau. tudi vam. Čau, čau. Makej si šel, radio